Evo, 9 minut, jaz bom dala znak, ko bo šlo bolj pod konec. En lep dober dan, bom rekel, in hvala za povabilo. Z nekaterimi se poznamo, z nekaterimi še ne. Jaz vam bom predstavil pač naš primer, če so rekli organizatorji dobre prakse, naj bo dobre prakse. Borbona Catering je že kar nekaj časa na slovenskem trgu, seveda zadnjih, dajmo reči, 5 let pa zelo intenzivno delamo tudi na veganski ponudbi. Tu se ne bom preveč ustavljal, bom šel kar naprej, ker imamo stisko s časom. Ja, kako smo pač sploh do te ideje prišli oziroma do realizacije. Prva stvar je bila, kot vedno, nek klic, nek message, da v bistvu se nekaj dogaja pri nekem podjetju, želeli so, razmišljali so o tem, da bi uvrstili za svoje zaposlene v bistvu restauracijo oziroma ponudbo, ki bi bila izključno veganska. Moje mnenje je, to, kar sem tudi že prej poslušal, da imamo še kaj za postoriti za ta nivo današnje razprave, da bomo šli korak naprej in tudi to lahko se strinjam prej s prvo prakso iz Göteborga, da ja, zmanjšanje mesa je tista največji vidik, ki nam tu lahko pomaga. Jaz se strinjam, da pohan piščanček je pri nas zelo značilen, ampak če ga bomo jedli vsak dan, bomo lahko na vseh drugih stvareh, bi rekel, lahko šparamo z obremenitvostjo okolja, kar se tiče tudi manj uporabe plastike, ampak ogljični odtis je pri vzreji mesa, predvsem govedine, daleč največji in tu, če ne bomo nekaj postorili, zagotovo bojo ti koraki zelo majhni. Ja, no, seveda, ko je pač ta klic prišel in ko sem začel razmišljati o tej prehrani, sem analiziral z sodelavci trg, najprej v Sloveniji, potem tudi v tujini. Odpravil sem se tudi v London, šel v neki restauraciji tudi z Michelinovimi krožnički, ki so bile takrat že veganske v Londonu in kar smo ugotovili, je bilo nekaj, da smo dejansko v Sloveniji takrat 2016-2017 še zelo na začetku s to miselnostjo, seveda bilo je nekaj, lahko rečem, bolj fast foodov veganske prehrane, ampak vsak začetek je težak in verjemite, da preživetje nekega podjetja ali ponudnika samo s tako prehrano ni tako enostavno. Tako da ko sem ugotovil, da v bistvu pa so v tujini bistveno dlje in da je tudi ta miselnost ljudi, da je treba nekaj narediti, da prispevamo vsi skupaj temu planetu toliko naprej in da bo to zagotovo trend prišel tudi v Slovenijo, sem se odločil, da to naredimo tudi pri nas takrat s tem podjetjem in to je bilo zame nenazadnje tudi neka dobra možnost, da smo se lahko tu dobro izobrazili, da smo lahko veliko časa posvetili tudi učenju, kar je bilo tisto prvo. Naročili smo vse knjige možne, ki smo jih lahko dejansko iz tujine, pokupili vse tisto, kar je bilo možno pri nas. Nenazadnje, dosti smo brali in veliko eksperimentirali, ampak brez tega seveda ni veganske prehrane in jaz rečem, ni rastlinske prehrane, če se tako lepše sliši. Ampak ta prehrana je zelo praktična. Na eni strani za nas kot izvajalce dosti bolj zahtevna za pripravo, na drugi strani seveda pa za same uporabnike, tudi na dogodkih, ki jih počnemo, izjemna. In to so ljudje, ki ne smejo jesti in so alergični na jajca, mogoče tudi na laktozo in podobno. Z vegansko prehrano rešimo tudi te težave, se pravi, ne samo tistih, se pravi ljudi, ki so se odločili za to poslanstvo, ampak tudi marsikakšno alergijo in intoleranco, kar je velika prednost, predvsem pri nas ponudnikih, da dejansko zagotovimo za vsakega nekaj, ne za glavnino vse, za tiste, ki pa imajo omejitve, pa skoraj nič. In mislim, da je tudi to en lep odgovor
za v bistvu nas, ki organiziramo dogodke, da dejansko lahko poskrbimo za vse naše goste čim bolj enakovredno in enakopravno. Seveda, s tem se je rodila tudi neka nova blagovna znamka, Borbona Vegan Catering, to sem nekaj pozabil napisati. In ja, danes lahko rečem, da zagotovo 15% naše ponudbe temelji na veganski prehrani. Skrbimo, da so živila vedno prvovrstna, kakovostna, to seveda vemo pri zelenjavi in vseh stročnicah in vse, kar spada k tlele, je to zelo pomembno. Prizadevamo si tudi, da bi v tej celi verigi uporabili čim manj embalaže in vsega ostalega, kar tudi vpliva na ta odtis. A bi se prosil lahko en kozarček vode, lepo prosim. Povpraševanje in odzivi gostov in organizatorjev. Se opravičujem. Hvala. Ja. Veganske jedi vključujemo v sleherni jedilnik, to je zelo pomembno, ker se mi je zdelo, da vam pač povem. Se pravi, naj se bo mesni, zakaj bi v eno zelenjavno jed dali sir, ali neko drugo sestavino, recimo maslo in podobno. Tega ni potrebno. Če se bomo na tak način, z majhnimi koraki, odločili, da bomo tudi na ta način prispevali k tem, bomo počasi dojeli in bomo lahko šli hitreje naprej. Kaj naj še povem tu? Ja, izzivi in pasti, s katerimi smo se pač seveda soočili. Ko smo pač tudi pogledali, kaj veganskega v Sloveniji recimo takrat je bilo in se tudi še nekaj zdaj ponuja. Se pravi, nezdrava priprava, junk food, tega je še vedno kar nekaj v veganstvu, torej to pomeni, da ni vse vegansko tudi zdravo. Uporaba preveč kalorij, kar se tiče oreščki, razni sladkorni sirupi, tudi sladko sadje, če tega pojemo preveč, bo tudi to, bi rekel, ne bo pravega sporočila, tudi za počutje naše. Tudi GSO, se pravi gensko spremenjena, se pravi živila, so tu pomembna in tudi seveda ti obroki morajo biti uravnoteženi. Ne za, bi rekel, tiste, ki jeste to občasno. Za tisti, ki pač to jeste večkrat, pa zagotovo zelo pomembno, ker je zelo težko čisto vse sestavine tudi z vegansko prehrano dobiti na krožnik. Razlike, seveda, to je tisto, kar smo danes že nekaj slišali in bomo tudi potem hitro zaključili. Obdelava živil in priprava jedi terja od nas predvsem drugačen pristop, kot ga poznamo pri klasični ponudbi hrane. Obstojnost teh jedi je krajša in zato moramo strmeti dejansko k tej verigi tudi, da je čim krajša. Veganske hrane se zaužije več, zato moramo tudi poskrbeti, da so normativi večji. Občutek sitosti je lahkoten, počutje pa blagodejno in ugodno. Delovna uspešnost in zbranost po veganskem obroku je zagotovo bolj učinkovita. In to je tudi tisto, kar sem prepričan, da vi kot organizatorji, ki se s tem ukvarjate, ste tudi že spoznali, da so ljudje bolj vitalni in bolj sodelujejo tudi po kosilu, če jejo več rastlinske prehrane. In nenazadnje naj zaključim z mislijo, veganska prehrana ali raje rastlinska prehrana, kot jaz raje poimenujem, ni vera, ampak je nuja 21. stoletja. Če želimo našim zanamcem pustiti svet, kot so ga naši predniki pustili nam. Pravijo, da zgledi štejejo. Če se bomo zgledovali po naših prednikih, bomo meso jedli enkrat na teden in s tem bomo morda naredili več, kot bi z vsako našo obljubo, da jutri več ne bomo jedli mesa. Jaz vam bi toplo priporočil, da razmišljate o tem in da tudi en del te miselnosti, ki jo mi udejanjamo že leta, odide iz te dvorane danes z vami in da bomo jutri tudi na način za stopničko bliže boljšemu planetu. Hvala. Hvala.